Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, začenjamo z enim izmed vrhuncev letošnjega knjižnega sejma, zagotovo pa z vrhuncem današnjega dne. To je dobrodelna dražba ilustracij, ki so jo prispevale Cankarjeva založba, Galerija Fotografija, Grafenauer založba, Miš založba, Mladinska knjiga založba, Kud Sodobnost International, založba Didakta, založba Morfem, založba Pivec, založba Sanje ter Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov. Na današnji dražbi bo 35 ilustracij iz slovenskih knjižnih del, sredstva pa bomo namenili Sončeku, Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije. Zdaj pa na oder vabim predsednico zveze, dr. Jasno Murgel. Spoštovani in spoštovane, dovolite mi, da izrazim hvaležnost Zveze Sonček, Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije, da je ta dražba, ta dogodek posvečen prav tej zvezi. V zvezi si prizadevamo za enakopravno vključevanje oseb z invalidnostjo v družbo in zagotovo nam bodo sredstva, ki bodo danes na tej dobrodelni dražbi zbrana, pomagala na tej naši poti, da bomo izpolnili del ciljev, ki jih imamo zastavljenih v naših prizadevanjih za vključevanje oseb z invalidnostjo v družbo. Najlepše se že naprej zahvaljujem vsem dražiteljem, ki sodelujejo na dražbi in želim uspešno dražbo. Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajam gospodu Miti Meršolu, ki bo vodil današnjo dražbo in vam želim čim bolj uspešno draženje. Hvala. Hvala lepa. Torej, pozdravljeni na stičišču dveh velikih vrednot. Na eni strani umetniška dela, na drugi strani vaša želja po humanem in dobrem darovanju za dobre namene Sončka. Vsaka dražba se pri meni začne z mojo kratko pesmico Prodam se na dražbi lepih spominov, dam se za tisto, kar je bilo in nikoli več ne bo. Kdo da več? Ne dam se za več, vi daste več. Ilustracija je nekaj, kar ne potrebuje moje razlage, ker vsakdo si sam ustvarja svojo oceno in presojo, za kakšno ilustracijo gre, s čim ga navdihuje. Jaz osebno se spominjam, da imam še zdaj v spalnici ilustracije pokojnega Mome Kaporja iz Beograda, ki mi je pred 40 leti dal eno lepo ilustracijo, ki visi zdaj v moji spalnici in naslov pa je Kaj ostane po ljubezni. In to je spodbuda, da zjutraj pogledam vanjo in si rečem, ljubezen naj ostane. Gremo potem, če dovolite, k prvemu slikarskemu delu. Vi licitirate tako, da dvignete karton in če udarim s kladivom, je tista stvar potem zlicitirana, nepreklicno prodana. Med licitiranjem mi lahko vsakdo zavpije vmes, jaz pa ponudim neprimerno višjo ceno, recimo, če smo pri 90 evrih, nekdo mi lahko zavpije, jaz pa dam 200 ali pa 150 ali kaj takega. Še vedno pa seveda pri tem vztrajam, da lahko dam še tudi tisto na licitiranje in rečem, kdo da več. Ampak običajno se takšne stvari končajo zelo uspešno pri najvišji ponujeni ceni. Licitirali bomo z dvigovanjem po 10 evrov navzgor nad izklicno ceno in tako lahko začnemo kar s prvo ilustracijo, ki je tukaj pred nami, delo Marte Bartol, ilustratorke,
ki je diplomirala na šoli za risanje in slikanje v Ljubljani, magistrirala po bolonjskem sistemu na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje in osebno pa pravi, da rada nosi ilustratorske čevlje, saj so ji ti najbolj prav. Naslov je Nouveau. Gre za original, akvarel, svinčnik in barvice 31x25 cm. Izklicna cena je 80 evrov, kdo mi ponudi 90 evrov? 90 evrov prvič, 90 evrov drugič. Dajmo narediti malo dober začetek, malo bolj spodbuden, še malo več kot 90. Ni 90 evrov. Tretjič prodano, številki 29. Hvala. Za prvi poskus lahko kar zaploskamo. Pred nami so zdaj 3 dela Mojce Cerjak, ki je leta 1983 diplomirala na Visoki šoli za uporabno umetnost na Dunaju, leta 1982 prejela nagradno štipendijo avstrijske vlade, ilustrira pravljice, poezijo in prozna dela, otroško in mladinsko periodiko, slikanice, pa tudi berila in učbenike za pouk književnosti. Posebej pa je znana po ilustracijah za Zvezdico Zaspanko Frana Milčinskega, s čimer se je leta 1993 predstavila na bolonjskem sejmu otroške knjižne ilustracije. Naslov prvega njenega dela je Kaj je rekel zobotrebec? Nimamo? Imamo. Krasno. Iz leta 2016, original, mešana tehnika, 26x25 cm, izklicna cena je 50 evrov, kdo mi ponudi 60? Kdo mi ponudi 60 evrov, prosim? Ne bom vas spodbujal za svojo razlago, kako lepa ilustracija je pred vami. Poglejte si jo s svojimi očmi, vsaka stvar ima svojega malarja. Kdo mi ponudi 60 evrov, prosim? €60 prvič, bravo, 60 evrov drugič, 60 evrov tretjič, prodano številki 31. Bravo. In da se malo razživite, čeprav je naslov tega dela Zvezdica Zaspanka, Žikle print, 46x33 cm, avtorice Mojce Cerjak, izklicna cena je 30 evrov, kdo mi ponudi 40 evrov, prosim? Res, zavedajmo se, prosim, da ne gre samo za ceno ilustracije, gre tudi za to, da nekaj dobrega naredimo in damo. In to soncu. Mi kdo ponudi 40 evrov? 40 evrov prvič, 40 evrov drugič, 50 evrov prvič, bravo, bravo, 50 evrov drugič, gremo še naprej. 50 evrov, €50 tretjič, prodano. Številka ne vem, koliko je. Koliko je številka, prosim? 32. Hvala lepa. In še tretje delo od Mojce Cerjak, Ježi v gozdu. Iz leta 2011, Žikle print, 29,5x21 cm,
Izklicna cena je 15 evrov. Kdo mi ponudi 25 evrov, prosim? Mi kdo ponudi 25 evrov, prosim? Ježev je več, ampak vi boste plačali samo enega, če daste 25. A je 25 kje? Če ni, potem gremo naprej. Draga Mojca, prodali smo 2 vaši deli. Zvonko Čoh, slovenski ilustrator, avtor animiranih filmov, poznan po igrivih in hudomušnih ilustracijah. Po diplomi iz slikarstva na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje je začel delati kot svoboden umetnik. Ustvaril je tudi več kratkih risanih filmov, tudi prvi slovenski celovečerni risani film Socializacija bika, za katerega je skupaj z Eričem leta 1999 prejel nagrado Prešernovega sklada. Tudi za ilustracije več 10 knjig je prejel številne nagrade. Predstavlja se nam na dražbi z 2 deloma. Prvi ima naslov Grdavši in presenečenje. Gre za original, akril 26x19 cm. Izklicna cena je 90 evrov. Kdo mi ponudi 100 evrov, prosim? Kdo mi ponudi 100 evrov? To se samo dvigne kartonček in je vse avtomatično. Kdo ponudi 100 evrov? 100 evrov prvič, 100 evrov drugič, 100 evrov tretjič, prodano. Številka ja, če boste še eno izlicitiral, joj. In še drugo Čohovo delo, Grdavši in presenečenje z enakim naslovom, original akril 26x19 cm, izklicna cena 90 evrov. Kdo mi ponudi 100 evrov, prosim? Kdo bo dvignil za 100 evrov, prosim? Ponavljam, gre za dobro delo, gre za humanost, gre za pomoč soncu. Kdo mi ponudi 100 evrov, prosim? No, zdaj smo dobili številko tam novo, a bo tista mogoče? Ne bo. Ne bo. A bo številka 34 še enkrat dvignila? Ne bo. Ne. Dober izgovor, v redu, dober je, v redu. Pol pa gremo naprej. In smo pri Danijelu Demšarju, slovenski ilustrator, grafik, slikar, lutkar, za ilustracije prejel številne nagrade, tudi Lestriko nagrado za življenjsko delo. Naslov njegovega dela je Koroški pregovori Baba še hudiča, oprostite, spoštovane gospe, Baba še hudiča 3 pike. To žikle print 28x22,5 cm, izklicna cena je 35 evrov, kdo mi ponudi 45 evrov, prosim?
Sej lahko moški dvigne. Moški tudi, če hudiča lahko, ne vem. Nekdo ponudi 45 evrov, prosim. Gre za delo Daniela Demšarja, znanega slovenskega ilustratorja, slikarja. A boste še eno številko vzeli? Jaz imam licitacijo za komunikacijo, veste, in vidim po očeh, da bi radi dvignili številko. Ne? Katarina, greva naprej. Je kaj? Okay. Gremo k akademski slikarki Tini Dobrajc. Njena dela odlikuje svojevrstna prepoznavna ikonografija, v kateri umetnica prepleta tradicijo s sodobnostjo, pri čemer se navdihuje zlasti v slovenski folklorni zapuščini in mitologiji na eni strani ter v množični kulturi in filmu na drugi strani. V delih Dobrajčeva pogosto raziskuje, prevprašuje in na novo definira zlasti položaj ženske v sodobni slovenski družbi, večinoma ustvarja večja slikarska dela, deluje pa tudi na področju ilustracije in gledališke scenografije. Naslov njenega dela je Svoboda v dlaneh. Kot rečeno, Dobrajčeva na novo definira zlasti položaj ženske v sodobni slovenski družbi. Svoboda v dlaneh je original mešana tehnika 38 x 54 cm. Izklicna cena je 140 evrov, kdo mi ponudi 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 400, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 510 prvič, 510 drugič, 510, več, 510 tretjič, dodano številki 27. Še celo daljši aplavz bi bil potreben, res. Ja. Pred nami je delo Viličar, scena Jureta Engelsbergerja, ki riše in ilustrira od malih nog. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, nadaljeval šolanje tudi na Academy of Art and Design TAIK v Helsinkih, ukvarja se s stripom, klasično animacijo in časopisno ilustracijo. V prostem času še vedno ljubiteljsko ukvarja z glasbo in japonskim pripovednim gledališčem, imenovanim Kamishibai, s katerim tudi nastopa. Za svoje delo je prejel kup priznanj, nominacij in nekaj pomembnih nagrad. Naslov njegovega dela je Viličar, scena, črni marker na papirju 29,x 21 cm. Izklicna cena je 80 evrov. Kdo mi ponudi 90 evrov, prosim? 90 evrov? A ja, sem isto, da je številka. Kdo mi ponudi 90 evrov, prosim? Res, gre za
90 evrov, prosim. Še par sekund vam dam časa za razmislek. Ne bo šlo. Jure, sorry. Preidemo k Ireni Gubanc, ki je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, usmeritev vizualna komunikacija, z področja celostne grafične podobe in muzejskih razstavnih plakatov. Skozi izkušnje pridobljene v oblikovanju je v svoje ilustracije vpeljala predvsem računalniško vektorsko ilustracijo, katera danes zaznamujeta njeno ilustratorsko delovanje. Z oblikovalskimi in ilustratorskimi deli se uvršča na slovenske in mednarodne bienale in festivale, za katere je prejela tudi nagrade in priznanja. Tukaj se predstavlja na dražbi z dvema deloma. Prvi je Kralj Matjaž in deklica, žikle print, vektorska ilustracija 27,6 x 47 cm. Izklicna cena je 30 evrov, kdo mi ponudi 40, 40 evrov prvič, 50 evrov prvič, 60 evrov prvič, 60 evrov drugič, 70 evrov prvič, dodajmo, 80 evrov prvič, 90 evrov prvič, a ne bi več, 90 evrov, dajmo na 100, 90 evrov drugič, 100 prvič, 100 drugič, dajmo držati, če malo gor. 100, 110, 110 prvič, 110 drugič, 110 tretjič prodano v številki 38. In imamo priložnost, da še enkrat licitiramo za drugo delo Irene Gubanc, in sicer Ivan Berginc Štrukelj je naslov, žikle print, vektorska ilustracija, 27,6 cm x 47 cm, izklicna cena 30 evrov, kdo mi ponudi 40 evrov, 40 evrov prvič, 50 evrov prvič, 60 evrov prvič, 70 evrov prvič, bravo, 70 evrov drugič, 70 evrov tretjič prodano v številki 38. In smo sedaj pri Aleksandru J. Potočniku, ilustrator, stripar, pisec, arhitekt, konzervator, diplomiral na Fakulteti za arhitekturo Univerzi v Ljubljani, v letih 1989-1994 živel v Melbourneu v Avstraliji, kjer je tudi dokončal enoletni podiplomski študij animacije in se tako vrnil v domovino kot prvi formalno izobraženi slovenski animator. Nagrajen je bil z zlatim bobnom v Portorožu, kjer je njegova ekipa osvojila zlato paličico za najboljšo spletno stran. Ilustriral je tudi številna literarna in poljudno-znanstvena dela, je član Zavoda za intelektualno dejavnost Ad Pirum ter sodeluje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Je tudi član mednarodnega utrdboslovnega združenja FSG in Hemingway Society. V letih 2011-2013 je bil podpredsednik Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Njegovo delo ima naslov Stara Ljubljana, segment zemljevida Ljubljane, original 42 x 30 cm, izklicna cena 80 evrov in prosim, da kljub jokanju po sentimentalni Ljubljani, da dvignete vseeno kartonček. Kdo mi ponudi 90 evrov, prosim? Segment, sentimenti, segment.
Ljubljana, najlepše mesto na svetu. Kdo mi ponudi 90 evrov, prosim? Če ne boste licitirali, bom začel prepevati in to ne bo prijetno. Ja, očitno celo moje opozorilo, da bom začel peti, ni zadoščalo. Hvala lepa, gremo naprej. Adriano Janežič, slovenski ilustrator, karikaturist, obiskoval slikarsko šolo Zmaga Modica v Ljubljani, ilustrira slikanice, knjige, revije in učbenike za otroko in mladino, riše stripe in karikature. Na natečaju mojega Nedela je prejel nagrado za izvirni strip. Naslov njegovega dela je Tramvaj. Spet nekaj sentimentalnega. Kako pogrešamo tramvaj? Original tuš akvarel 21x15 cm, izklicna cena 70 evrov, kdo mi ponudi 80 evrov, prosim. Pa mogoče mlajša generacija sploh ne ve, kaj je tramvaj. To je bilo dobro. Pa si predstavljate, da imate zjutraj tramvaj obešen v spalnici in si rečete, mej duš, kako bilo lepo danes iti s tramvaj malo po mestu. Torej, ne bom ponavljal grožnje še enkrat s petjem, ampak ne vem, no. Gremo naprej. Pred nami je delo Svetlana Junakoviča, v ilustratorskem svetu prepoznaven kot vsestranski umetnik, ima svojstven likovni izraz in že veliko časa ustvarja na področju knjige. To področje tudi zelo dobro poznam. Je zelo samosvoj, vedno preseneča in nas popelje v impresivno galerijo podob, ki presenečajo z večplastnostjo in mojstrsko izvedbo. Diplomiral iz kiparstva na Accademia di Belle Arti di Brera v Milanu. Na umetniškem prizorišču je aktiven in prisoten s slikami in kipi. Junakovič je svoje ilustracije predstavil na skoraj vseh večjih svetovnih razstavah, slikanice, ki jih je napisal in ilustriral, pa so išle v več kot 30 državah. Naslov njegovega dela je Pesmi štirih, gre za grafiko, oštevilčena 5,20, 22,5x16,2 cm, izklicna cena 140, kdo mi ponudi 150 evrov, prosim. 150 evrov prvič, 160 evrov, 160 evrov, 170 evrov, 180 evrov, 180 evrov, 190 evrov, 200 evrov. Bravo, bravo, 200 evrov prvič, 200 evrov drugič, 200 evrov, tretjič prodano številki 35. No in zdaj pesmi štirih bi lahko še nadoknadili s pesmo petih, pa bi bilo. Manica K. Musil je univerzalna umetnica. Diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, poleg arhitekture je njena strast klavir. Njen prvi projekt, občinska stavba v Gorišnici, je bila leta 2006 nominiran projekt za Plečnikovo nagrado. Je soavtorica 11 slovenskih poštnih znamk. Piše in ilustrira za otroke. Pred nami so 3 njena dela. Prvo se imenuje Slon stane 6, Giclée print, tekstilni kolaž 30x60 cm, izklicna cena 30 evrov, kdo mi ponudi 40, 40, 50, 60, 50 evrov prvič, 50 evrov drugič, a tisto pomeni, da licitirate, ko se oblačite, ne?
50 evrov, tretjič prodano v številki 27. Bravo. Drugo delo je tudi Slon stane, 2, žikle print, tekstilni kolaž, 30x60 cm, izskica cena 30, dom je ponudil 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 prvič, 90 drugič, 90 tretjič prodano v številki 27. In zdaj še tretje delo njegovo. Joj, tukaj bo šlo pa zelo visoko bo šlo. Deklica in ribe. Žikle print, tekstilni kolaž, 33x40 cm, izklicna cena samo 30 evrov, kdo mi ponudi 40, 40, 50, 60, a boš če ali ne boš? 60, 70, 70 prvič. Veš, kako bilo fajn, če bi najmlajša generacija dvignila še enkrat. 70 drugič, 80 prvič, 80 drugič, 90 prvič, 90 drugič, what shall we do, 90 tretjič prodano v številki 36. Bravo. Smo pri Kiki Klimt, ki že več kot 30 let raziskuje in ustvarja v vizualnem jeziku, diplomirala iz slikanja na Akademiji za likovne umetnosti, magistrirala iz kiparstva in doktorirala iz umetnosti. Leta je predavala na Fakulteti za oblikovanje in še vedno predava v Art Houseu v Ljubljana. Predavala je tudi v tujini, v Istanbulu, Lizboni, Sofiji, udeležila se je številnih konferenc in seminarjev. Od leta 1994 sodeluje na več skupnih razstavah doma in v tujini. Njena dela so bila prisotna v galerijah v New Yorku, Berlinu, Zagrebu, Ljubljani. Eksperimentirala je na konceptualni umetnosti, fotografiji, performansu, instalaciji, ilustraciji in oblikovanju. Zadnjih 7 let razvija edinstven način slikanja, ki temelji na starodavnem znanju, sodobni znanosti in lastnem študiju in izkušnjah. Slikanje s svetlobo združuje fizični, čustveni in racionalni vidik slikanja. Mislim, ta ocena je nekaj takšnega kot naše gledanje na umetnost. Morsko dno pripoveduje je naslov dela, ki je pred nami. To je original akvarel 43x18 cm. Izklicna cena je 70 evrov, kdo mi ponudi 80. 80 prvič, bravo, bravo. 80 drugič, noben se ne upaj višji, vidiš. 80, 90, 100. Odlično medgeneracijsko sodelovanje. 100 prvič, 110. 110 prvič, a bo še? 120 prvič, bravo, bravo. 120 prvič, 120 drugič, 120 tretjič, prodano v številki 28, bravo, bravo. A zdaj smo pa pri pšenici Kovačič. Ja. Je avtorica stripov, ilustratorka, risarka, slikarka in oblikovalka. Je diplomirana slikarka, ki nadaljuje svoj podiplomski študij slikarstva na šoli za risanje in slikanje Art House
pod mentorstvom Hui Ching Wang. Naslov njenega dela je Deklica, fant in zajec v hiši Gobi. Aj Goba. Original mešana tehnika 24x32 cm, izklicna cena je 45 evrov. Kdo mi ponudi 55 evrov, prosim? €55, prosim. Spet bom ponovil, gre za sonce. 55 evrov, prosim. Pa jaz sem mislil, da sem dober komunikator, pa da znam spodbuditi, pa očitno ne. Ja. Ne bo? Dobro, potem gremo naprej. Smo pri Darki Križman, slovenski ilustratorki in grafičarki. Njeno delo Poliptih, pomlad, poletje, jesen, zima. Žikle print, digitalna ilustracija, 20x20 cm. Izklicna cena je 70 evrov, kdo mi ponudi 80 evrov, prosim. 80 evrov prvič. Prosim, pejmo do 100, no. 80 evrov drugič. 80 evrov. Tretjič, prodano številki 29. Bravo. In pred nami je Vladimir Leben, ki je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost, sodeloval na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini, je soustanovitelj muzeja premoderne umetnosti, poleg slikarstva se ukvarja tudi z animacijo in ilustracijo, dobitnik prve nagrade za animacijo na 10. festivalu slovenskega filma v Portorožu leta 2007 in prejemnik priznanja Hinka Smrekarja na 10. slovenskem bienalu ilustracije leta 2012. Poliptih, prosti pretok, Francija, Finska, Češka, Belgija 2017. Žekle print, digitalna ilustracija, 15x21 cm, izklicna cena 80 evrov, kdo mi ponudi 90 evrov, prosim. Pa imate z nakupom takšne ilustracije greste lahko na Finsko, Češko, Francijo, tako naprej. A bi šel? Ne bom duhovičil, greva naprej. Tanja Lažetič deluje na področju fotografije, videa, performansa, keramike in knjige umetnika. Razstavljala je med drugim v Moderni galeriji, v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, v Neue Berliner Kunstvereinu v Berlinu, v Real Academie de Bellas Artes de San Fernando v Madridu, v Muzeju Brandhorst v Münchnu, Gagosian Gallery v Parizu, Beverly Hillsu in New Yorku in drugje. Leta 2015 je prejela bronasto nagrado na festivalu v Nanjingu na Kitajskem in tretjo nagrado na mednarodnem keramičnem trianalu Unikum v Ljubljani, leta 2016 pa Jakopičevo priznanje. V zadnjih 10 letih je objavila več kot 20 umetniških knjig. Naslov njenega dela je Rože, fotografija, 24x18 cm, izklicna cena 50, domik 60 evrov prvič, 60 evrov drugič, malo si oglejte še fotografijo, 60 evrov, tretjič prodano v številki 29, a je 26, pardon. David Ličen
Je obiskoval srednjo šolo za oblikovanje v Ljubljani, ampak ne v času, ko je Melanija hodila tja. Smer industrijsko oblikovanje, nadaljeval študij na šoli uporabne umetnosti, Famual Startin, diplomiral iz grafičnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Prvi letnik magistrskega študija na ALU je naredil v Helsinkih na Finskem. Je član Društva slovenskih likovnih umetnikov, od leta 2002 pa do leta 2006 je poučeval grafiko na šoli uporabnih umetnosti Famul Stewart v Ljubljani. Od septembra 2003 skupaj z ženo Polono vodita likovno-oblikovalski center Lična hiša v Ajdovščini. Naslov njegovega dela je Moj tulipan, grafika, jedkanica in akvatinta, 20,5 x 9 cm, izklicna cena 50 evrov, kdo mi ponudi 60 evrov. 60 evrov prvič, 70 evrov prvič, 70 evrov drugič, 70 evrov tretjič, prodano številki 39. Bravo. In zdaj je tukaj pred nami delo Polone Lovšin, ki je diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Njena poklicna pot se je začela z ilustracijami slikanici Medved išče pestunjo pri Mladinski knjigi. Istega leta je razstavljala na knjižnem sejmu v Boloniji. Nato je začela objavljati v otroških revijah ter ilustrirala mnogo šolskih učbenikov in slikanic. Obnavlja in razstavlja doma in v tujini, v Italiji in v Slovaški, na Japonskem. Naslov njenega dela Živ žal pod kozolcem. Živ žal pod kozolcem. A niste otroci, se igrate pod kozolcem, ne? V živo je lepša. Gre za original, akril 37 x 56 cm. Izklicna cena je 140 evrov, kdo ponudi 150, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 220 prvič, 220 drugič, pa jaz sem mislil, da znam tako lepo, 230 prvič, 240 prvič, 240 drugič, 240, tretjič prodano številki 27. Polona, tako je to. In zdaj je na vrsti Marjan Manček, ki je prve karikature objavil že v gimnazijskih letih, v humorističnem tedniku, ki ga mlajša generacija žal ne pozna več, Pavliha. Med študijem se je preživljal z risanjem karikatur kratkih stripov za slovenske in tuje časopise. Njegove karikature so bile objavljene v 2 evropskih antologijah risanega humorja in satire. Ilustriral nad 200 knjig, Mojca pokrajculja, Kozlovska sodba v Višnji gori, Pedenjped. Ustvaril nekaj risanih junakov. Hribce, ki so v stripu izhajali najprej v mladinskih revijah, je leta 1993 prenesel na risani film. Za televizijsko oddajo Radovedni taček je ustvaril animiran napovednik in likovni osnutek lutke. V svoji karieri je sodeloval z mnogimi slovenskimi pesniki in pisatelji, Niko Grafenavar, Boris Novak, Polonca Kovač, Slavko Pregl, Miroslav Košuta, Berta Golob. Samostojno in skupinsko razstavljal tako doma kot v tujini, od Ankare, Bratislava, Barcelone, Vidma in tako naprej. Pa tudi filmi so bili predvajani v Portorožu, Beogradu, Krakovu, Chicagu. Prejemnik najpomembnejše nagrade na področju ilustracije pa je nagrada Hinka Smrekarja za življenjsko delo na 12. slovenskem bienalu ilustracije. Naslov njegovega dela je Števnik. Original mešana tehnika 25,5 x 17,5 cm, izklicna cena 70, kdo mi ponudi 80. 80 prvič,
80 drugič, 90, bravo, 90 prvič, 100 prvič, 110 prvič, 120 prvič, 130 prvič, 140 prvič, 150 prvič, 160 prvič, 170 prvič, 180 prvič, 190 prvič, 200 prvič, 210 prvič, 220, 220 prvič, 220 drugič, 220 tretjič predano številki 27. In smo pri Teja Milavec, je ilustratorka, diplomirana na fakulteti za dizajn, po slovensko se reče oblikovanje. S svojimi ilustracijami je opremila že več otroških knjig in naslov njenega dela je Ideja o deklici in zajcu. Žikle print, kolaž 15,5 x 29,7 cm, izklicna cena 25 evrov. Kdo mi ponudi 35 evrov? 35 evrov prvič. Bravo, dragi moji. 35 evrov drugič. 35 evrov tretjič prodano številki 28. Bravo, bravo. Imamo pa še eno delo Teje Milavec in sicer z naslovom Kazen o deklici in zajcu, žikle print, kolaž 15,5 x 29,7 cm, izklicna cena je prav tako 25 evrov. Veš, kaj bi se splačal, da imaš obe deli, ker ta je tudi deklica, veš, pa kazen. Una je bila ideja, ta je pa kazen. A bi ponudil 35? Bi kdo ponudi 35 evrov? Veste kaj, bližamo se počasi koncu, pa ne bi rad izpadel, da je konc pesimističen. Ampak, če ni, zdajle ni. Gremo naprej. Mirna Pavlovec je študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, deluje pa v svobodnem poklicu, je likovna umetnica, se ukvarja s slikarstvom, knjižno ilustracijo. V vlogi ilustratorke literarnih del za otroke in mladino se kot slikarka tesno poveže z literarnimi predlogami, po večini pravljičnega in satiričnega značaja. Ob tem kaže veliko nadarjenost za podajanje človeške in živalske figuralike, ki se v njenem slikarstvu sicer ne pojavlja. In zdaj zanimiv naslov njenega dela. Zakaj pravijo Bovčanom Peteruše in čez Sočanom kilci? Original, mešana tehnika, 30 x 21 cm, izklicna cena 50 evrov, kdo mi ponudi 60 evrov, prosim. Pa boste zvedeli, zakaj pravijo Bovčanom Peteruše. Kdo ponudi 60 evrov, prosim, z rahlim dvigom kartončka. Draga Mirna, interesa ni. Gremo naprej. Božidar Strman Mišo, akademski slikar, ki ga navdihuje Bloška planota. V Boroščakovi domačiji, kjer živi, naj bi se po pričevanjih skotila tudi Krpanova kobila. Božidar večkrat razstavlja svoje dela, navdušuje pa se tudi nad figuraliko in kiparstvom. Ustvarja z orodji, čopiči in svinčniki, kot slikar pa ima rad izzive in redno spreminja tehnike. S svojimi umetninami je večkrat popestril pustne prireditve v Cerknici. Mene pa ni na sliku, tam smo smučali na blokah. Ne. Gospodična Mravljica
je naslov njegovega dela. To gre za original, mešano tehniko, 20x20 cm. Izklicna cena je 45 evrov. Kdo mi ponudi 55 evrov, prosim? 55 evrov prvič, bravo. 55 evrov drugič. 55 evrov tretjič, prodano v številki 36. Bravo. In pred nami so še 3 dela Tanje Špenko, slikarke, grafičarke in likovne pedagoginje. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, raziskuje risbo skozi geometrične pojave in jo analizira. Hkrati pa z njo odkriva tudi intuitivne sledi, ki nastanejo za vzgibi človekove notranjosti. Od začetka 80. let proučuje specifičen prostor za risbo. Išče ravnotežje med duhovno silo in igrivo barvno materijo. Naslov njenega prvega dela je Gori, gori, gori. Original akvarel 20x16 cm, izklicna cena 50 evrov. Kdo ponudi 60 evrov, prosim? 60 evrov prvič, 60 evrov drugič, 60 evrov 200. 200 evrov prvič, 200 evrov drugič, 200 evrov tretjič, prodano v številki 37. Bravo. In upajmo, da bo šlo tudi pri naslednji stvaritvi Tanje Špenko tako. Gre za naslov Cerkev Svete Trojice. Original akvarel 20x16 cm, izklicna cena 50 evrov. Kdo mi ponudi 60 evrov ali pa več? Kdo mi ponudi 60 evrov? Če ni, gremo še k tretjemu delu. In ker bomo vsi odhajali domov brez skrbi, je tudi ta naslov ustrezen Grof brez skrbi. Gre za original akvarel 20x16 cm, izklicna cena je 50 evrov. Spet, kdo mi ponudi lahko 60 evrov? Skratka, za dela Tanje Špenko smo dobili 200 evrov. Ja. In pred nami je še Gorazd Vahen, slovenski oblikovalec in ilustrator. Diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, ilustrira za odrasle in otroke, likovno opremlja tudi učbenike in priročnike. Poznamo ga tudi predvsem po ilustracijah zgodb Svetlane Makarovič. Naslov njegovega dela je Mali plac. Žekle print 30,5x44 cm, izklicna cena 35 evrov. Kdo mi ponudi 45 evrov? 45 evrov prvič, 55 evrov prvič, 65 evrov prvič, 75 evrov prvič, 85 evrov prvič, pejmo do 100, no. 85 evrov drugič, 85 evrov tretjič, prodano v številki 30. In gremo z Malega placa Hmeti Vraber. Ilustratorka, grafična oblikovalka, je oblikovalka knjig, širši javnosti je znana tudi po izvirnih koledarjih. Naslov njenega dela je Pasta, žekle print, akvarel 30x40 cm, izklicna cena 45 evrov. Kdo mi ponudi 55 evrov? Se bo kmalu konc, samo še malo.
55 evrov prvič, 55 evrov drugič, 55 evrov tretjič prodano številki. Tako. Pa bo številka 40. In pred nami je še zadnje delo na tej dražbi, prosim. Predstavlja se Ana Zavadlav, slikarka in grafičarka, diplomirana na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, na oddelku za slikarstvo in študij nadaljevala na specialki za grafiko. Posveča se predvsem knjižni ilustraciji za otroke in mladino in redno ilustrira za reviji Ciciban in Cicido. Naslov njenega dela je Italijanske pravljice. Gre za original pastel 29,7 x 21 cm. Izklicna cena je 150 evrov, kdo mi ponudi 160 evrov, prosim. 160, 170, 170 evrov prvič, 170 evrov drugič, 170 evrov, 170 evrov, tretjič prodano številki 25. Spoštovani, spoštovane, s tem je naša dražba zaključena. Približali smo se tistemu, kar sem predvideval, vsaj na minimalni ravni, da bo. Zbrali smo 2810 evrov. Torej, resnično aplavz gre vam vsem in sonce naj lepo sije naprej. Hvala lepa. Prosim. Prosim. Ja, kar. Sonček prihaja na oder. Zahvala tudi organizatorjem te dražbe. Bravo, Helena.